Poglej to! Ilustracije, ki so zaznamovale. To ilustracijo sem prvič videla v slikanici Moj dežnik je lahko balon. Podaril mi jo je oče, ki je bil v mladosti prijatelj od ilustratorke in je bila zaradi tega tudi posebna zame. Ob tem je pa moja stara mama mi rada pripovedovala, kako lepe klobuke je včasih delala, ker je bila modistinja. In ta slikanica in ta ilustracija je polna čudovitih klobukov, ki jih je naslikala Marlenka Stupica. To stranska ilustracija sega v živ rob slikanice in s tem prikazuje, da je ta pravljična dežela klobučarija zelo razsežna. V ilustraciji vidimo Jelko in njene prijatelje na nenavadnem travniku, kjer namesto cvetic rasejo klobuki. Ti so po barvi in po obliki zelo različni in imajo vsak svoj značaj in pomen. Ko se jih otroci nadanejo, tako postanejo balerina, kuhar in celo vsevit, ki pomaga Jelki poiskati izgubljeno žogo. Vse klobuke in čepice, ki jih je ilustratorka posadila na glave otrok, lahko najdemo na tem travniku. Po obliki in po barvi jih je razporedila po ilustraciji, da pritegnejo pogled, vzbudijo zanimanje in vzvalovijo domišljijo. Še bolj od klobukov pa mi je bil vedno všeč rumen dežnik, ki je Jelko ponesel v to pravljično pokrajino, kjer najde tolažbo, pa tudi domiselno rešitev svoje težave. Rahločutnost in nežnost, s katero je odslikana glavna junakinja Jelka, pogosto najdem v ilustracijah Marlenke Stupice. Potem me pa navdušuje tudi danes pretanjeni barvni odnosi in natančno premišljene kompozicije in čista, precizna likovna govorica. Ob izredno subtilnem besedilu Ele Peroci te ilustracije pridobijo dodatno pripovedno moč in tvorijo res nedeljivo celoto. Zato ni čudno, da je ta slikanica bila tolikokrat ponatisnjena in prevajana in da je tako priljubljena pri mladih bralcih.